Jaz bi rekel, recimo, ker sem že glih pri mobingu, ne, žrtve mobinga izgorevajo psihična energija in odteka nenehno, ker to, če doživljajo mobing 6 mesecev, par let, vsak dan se sekirajo, ne, in ta psihična energija vedno odteka za žalovanje, ne, kuri se za žalovanje in manifestira se v obliki depresije, polno nenehnih stresov je. In prvi, ki je začel proučevati ta, in mu tudi dal ime, burnout, ne? Čeprav Freud je tudi govoril o burnoutu, oziroma on je uporabil izraz worn-out, oziroma izčrpani ljudje, ki so psihično na tleh, so izčrpani, to je izraz. Ampak izčrpanost pa izgorelost sta danes nekaj zelo podobnega, ampak v resnici pa danes nekaj drugače pomenita. Zdaj, jaz sem rekel o burnoutu, bom pa nekaj povedal, zato ker me ni bilo fair, da takrat, ko je pacient v kliničnem centru umrl na hodniku, so vsi napadali to zdravnico, pa medicinsko osebje, in jaz sem pa napisal en članek v sobotno prilogo, ali kaj je bilo v Objektiv, v Dnevniku, sem rekel, čakajte malo, ne, sej mi, laiki, obsojamo nevestne zdravnike, ampak nihče pa se ni vprašal, da je bila pa ta zdravnica cel teden dežurna, da se ta pacient je umrl v petek ob 4 popoldne, ženska je bila 12 ur na tem urgentnem oddelku, pa še onkološki inštitut, vsakodnevno ta zdravnica vidi, kako pacienti umirajo. In Freudenberger, to nima veze s Freudom, ampak ima pa slično ime. Freudenberger je leta 1974 napisal knjigo Burnout, oziroma je razčlenil, kaj on opaža. In je opažal, da so zdravniki v poljskih bolnicah, zdaj bom eno filmsko nadaljevanko ali pa film upeljal, MESH. MESH je nek film, Američani so v Hollywoodu naredili film in so se v bistvu malo norca delali z teh zdravnikov, ki so upeljali črni humor, ki so mu, ne vem, rezali nogo, so mu amputirali nogo, včasih je še kdo kakšne škarje, v kakšni odprtini, trebušni pustno noter, vsi so se režali, ne. Črni humor je znanilec burnouta. In potem je ta Freudenberger rekel, da nekdo, ki mora dnevno sočustvovati, in to so ravno zdravniki, ki jim težki pacienti umirajo, ali pa onkološki inštitut, ali pa zdravniki, kjer jim otroci umirajo, ne vem, 2 na teden, človeku normalnemu se zmeša. In človek ima obrambne mehanizme za to, da preživi. In zdravnik mora nehati sočustvovati. Če bi mi šli na onkološki inštitut in bi videli tamle pacienti, s katerimi so v neki čustveni vezi, 3 na teden umrejo. Ja, človeku se zmeša. In zato aktivira te obrambne mehanizme na tak način, da preživi, ampak neka komisija pa pravi, ja, kakšen pa si ti, ti si pa čisto v burnoutu. Kaj zdaj to pomeni? Ja, zdravnik mora nehati sočustvovati na tak način, da postane malomaren, da postane ciničen, da tisti na smrt bolni pacient pride, ne, jaz ne more sočustvovati z njim, ker če bi sočustvoval, bi že, ne vem, 5 let nazaj po filu ga ne bilo več. Zato mora vzpostaviti distanco do sočustvovanja, zato da lahko preživi. In takrat sem jaz rekel, da je treba zdravnike odpočiti, ne morejo biti na onkološkem inštitutu dežurni cel teden, pa videti 10 smrtnih žrtev. Ali pa urgentni gasilci, pa ne vem, ki pride na kraj nesreče, ali urgentni policisti, tudi zavodi za brezposelnost. Jaz sem rekel, napisal sem v Večeru, da so to zavodi za pogrebni zavodi. Tam uradnica pride in sliši dnevno zgodbo, ki pride mamica, 5 otrok, imam oba z možem, sva brez službe. Zdaj pa naj ta uradnica, pa veste, kakve so to uradnice, smrtno resna, bi rekel, malomarna, cinična. Če ne bi bila taka, bi že zdavni jo ne bilo več. Bi dala odpoved, bi iz mozgana bila v bolniški. In mora biti brezčutna. Ampak to svojo brezčutnost, ta svoj burnout mora imeti na neki kognitivni kontroli, zato ker pride pa brezposelni delavec in če ta, bi rekel, uradnica izjemno cinična, malomarna in prepirljiva, kar se tudi dogaja izgorelim ljudem, da pa on živce zgubi. In zdaj, jaz sem predlagal Marija Poglajen, dokler jo niso bili zelo odžagali na Zavodu za zaposlovanje,
državnem, sem rekel, da bi bilo zelo fino, če jaz temu osebju razložim, kaj se jim dogaja in da so zavodi za zaposlovanje danes osebe na takem udaru, ker preveč sočustvujejo in morajo biti v burnoutu. To so ti burnouti zaradi sočustvovanja. Obstajajo pa tem burnouti uradnikov, učiteljev v srednji šoli, ja, pa to so tako izgoreli, ker ti otroci so, mislim, včasih smo spoštovali profesorja, danes, mislim, mu reče, oprostite izrazu, kot te jebe, Profesor, kaj mu če drugega dati, kot tam je na 3 cveke, že vnaprej, pa popravca mu že naprej obljubi, In to, zato da preživi, mora biti malo sadističen, zato da lahko vsak dan sploh priže v službo. In večina profesorjev, ki so nekoč v prejšnjem sistemu živeli, so v enem stanju, ki je zelo podobno burnoutu. In v tem stanju jim dajo pretežke naloge, recimo, in jim napovejo, da jih bojo matrali na popravcih, na maturi, in to ni fair, ker učitelji ne vejo, da so v burnoutu, ne vejo, da se branijo, ker doživljajo sistemske absurde. Ta ultraliberalni trenutek je v šolstvu to naredil, da so otroci pa starši več vredni kot učitelj. Učitelj ten zadnji služnik mora tih biti. Učitelj ni šel za to v službo, zato da bo, da bo doživljal, da je tam zadnje kolo. In potem se pa revanšistično vzpostavi in zajebava otroke. In so otroci tudi v burnoutu, zdaj raziskave, recimo, kdo je najbolj v burnoutu, so tudi učitelji, pa dijaki, pa študenti, pa na prvem mestu so pa menedžerji, te, ko izgubljajo profite, pa bankirji, recesija, mislim, tu bi se vsi ubili, ki nimajo profita. Tako da teh burnoutov, etiologija, se pravi, vzrok burnouta je različen, zaradi sočustvovanja na eni strani, na drugi strani pa zaradi sistemskih absurdov. V državni upravi, jaz sem včasih delal na občin, pa to je biti absurdno ujet v to birokracijo državne uprave, tam si neka številka, delaš, mislim, ali delaš ali ne delaš, če si priden ali nisi priden, se trudiš, se ne trudiš, tam dobiš tisto plačo, če se pa trudiš, dobiš pa, 2%, kar pomeni $5 stimulacije. Mislim, to je toliko sistemskih absurdov in nekdo, ki je redoljuben, dosleden, ali pa tudi tajnice redoljubne, delajo, šef jim da en posel, ki bi mogel, mi dati 6 ur, prav, tle imaš 2 ure, v 2 urah narediti. Ženska je pa dosledna in se trudi, ampak v 2 urah ne more dati od sebe lepo zadevo in zato, da preživi, mora odreagirati na tak način, da nek opazovalec bo rekel, ta je pa čisti izgorela. Ima vse simptome izgorelosti, je malomarna, prepirljiva, nekomunikativna, sodelavci tam, a mi boš tole skopirala, pa sam si skopiri. Včasih je bila pa vsa prijetna in pa sama sebi ne more verjeti, kako se je lahko to naredili. Zato, ker je sistemskih absurdov, ki jih danes doživljajo, vsi živi, razni upokojenci, recimo, oni edini ne izgorevajo na tak način. Izgorevajo kvečino, če mislijo svoje vnuke, pa svoje otroke, ki se prebivajo z dneva v dan, onih pa dobijo tam 400-500 evrov po suhem, mislim, trpijo pa zaradi tega, ker vidijo, kako mlajši rodovi trpijo. Sistemskih absurdov pa recesija je danes toliko, da, pa je, inštitut Burnout govori, da je 60% ljudi delovnih, ki imajo službo, da so izgorelih. Da ne govorim tisti, ki so brez službe, nimajo vira socialnih prihodkov. To je pa drug način, kjer se v burnoutu nenehno se kuri življenjska energija, ki je Freud sicer dal ime libido, ampak ta libido ni zdaj seksualna strast, ampak je življenjska energija, ki ne sme odtekati nenehno. In v tem sistemu je pa toliko absurdov, od političnih do gospodarskih, da človek ne more preživeti, ne da bi se sekiral. In zato, da se neha sekirati, mora to odtekanje energije nekako zablindirati. Zablindirajo pa tako, da vzpostavi neko logiko, ki razmišlja, so what, ko pa polče to, kradejo, bom pa še jaz kradel, ampak v resnici je pa ta logika taka, da neka komisija, ki tega človeka gleda, pa pravi, ti si v burnoutu, ti imaš simptome burnouta, ti si malomaren, prepirljiv, ciničen, brezvoljen, ne moreš sočustvovati z nikomer, ti nimaš nobene življenjske energije, ker ta energijo človek mora zadržati za sebe. Če mu jo pa nenehno odteka, pa
pa pride do burnouta. Zato je treba zajeziti to tekanje in biti apatičen do teh absurdov, zato da človek lahko preživi. Tale burnout je zelo zahteven, zdaj, če bi vpeljal skozi psihoanalizo 2 inštanci, objektni libido pa narcistični libido, ne, tu bi se že, bi bil abstraktno, tako da probam malo laično povedati, ampak zadeva pa v osnovi ni tako enostavna, tako da če včasih izvenim, bi rekel, nejasno, lahko se pa še kaj razložim, ampak zadeva je tako zakomplicirana, da je ne morem na enostaven način povedati. A ni mogoče ravno ta izgorevanje posledica tega, da vedno v naše sisteme, v službah in v življenju postavljamo vedno neke nove stvari, ki pravzaprav niso nujno potrebne za delovanje tega sistema. Po domač povedan, preveč vse zakompliciramo, naredimo pravzaprav doktorat iz tega, kako bomo list predstavili. Ko si prejle omenil, kako pravzaprav pridejo k tej deklici za vse, ne še gre kopirati, ne. Jaz se spomnim v eni izmed mojih služb, so me učili, da moram poklicati človeka, ki bo odnesel list papirja, ga dal fotokopirati in prinesel nazaj, čeprav jaz v bistvu bi to naredila z levo roko v 1 minuti. So rekli, ne smeš ti hoditi sama delati, ker dejansko ljudje hočejo s tem pokazati, da so nad drugimi. Ja, hierarhijo, no, in v isti službi so pravzaprav bili nad mano šokirani, ker sem šla gledati, kaj delajo in vidim en nov program preizkušajo, vnašajo podatke. Gledam, kako tista študentka na študentskem delu vnaša malo danes, malo jutri. Se usedem za mizo, pol ure delam, zračunam, koliko sem naredila, no sem rekla, zdaj pa tako, jaz sem v pol ure naredila tole, mislim, da ne zahtevam preveč, če rečem, vi morate pa v 1 uri, če pa v 1 uri ne zmorete, bomo pa najdli drugega. In mislim, da ravno to je napaka naših šefov, vse povsod, da pride in do mobinga in do izgorevanja, ker šefi enostavno ne vedo, kaj oni pod njimi delajo. Ker jaz trdim, da prav šef je tisti šef, ko se lahko usede praktično za vsako delovno mesto in gre delati. Ker če ti dokažeš, kako delati je treba, potem ne moreš zahtevati nekaj, kar ni mogoče. Jaz vem, da obstaja še določena vednost, ki jo pa vsi ne vejo, ne. Jaz sem šel v neko firmo proučevati kvaliteto nekih, ne vem, telefonskih agentov, ne. In ocenjujem njihove govore, preposlušam 700 pogovorov, telefonskih klicev, ti agenti so bili super. Sem rekel, kaj ste pa delali z njim, da so tako dober? Ja, coaching je bil, ne, se pravi, neko svetovanje, kako se naj ravnajo, kako naj komunicirajo s strankami in sem rekel, tole je za odlično, to imajo vsi odlično, ne, in pol tisti, ki me pa angažiral, je rekel, ne, veš, dajmo jim na 2 ocene nižje, zato da bom dobil 10.000 evrov za nadaljnji coaching, ne. Sem rekel, zdaj namesto 10 jim dal jaz oceno 8, zato da boš ti 10.000 evrov dobo, ne, sem rekel, evo, tam kar jaz gnar nazaj, ker enega drugega butla najti. Jaz se drug dan pogledam v ogledalo, dobim raka na morali, če bi jaz to naredil. In sem lepo zavrnil, ne vem, 6.000 evrov, tu naj bi 2 leti delal, sem rekel, zato da bom jaz lažiral ocene, ne, si pa najte nekoga drugega, ne. Kaj čem povedati? Da obstaja določene stvari, za katere ne vemo, kje so vzroki. Ja, tista študentka je, ne vem, hčerka direktorja neke druge firme, ki je prijatelj tega direktorja, dajmite malo, ne, pa sam, da tam nekaj kopira, ne, pa ni dela za njo. Ja, sej ni zaposlena za to, da bi delala, zato, da sta ona 2 frenda, ne, to so razlogi, zakaj se neke stvari dogajajo, so čisto banalni, ne, in nekaterim sploh ni zato, da bi bil proces optimaliziran, ne, jaz sem rekel, glejte, 10.000 evrov lahko prišparate, ne rabite na coaching, ker so odlični. Ja, čak, pa jaz biznis zgubim, ne.
Jaz sem rekel, čakaj, boš pa nekaj drugega delal. Ne, ni drugega pa ni, ne. Drugega pa ne zna. Ne, zna tudi kaj drugega, ampak to je najlažji posel, se pravi, on dramatizira situacijo, ne, in ti ubogi agenti za 500 evrov plače, ne, so zgubili stimulacijo na račun moje ocene. Sem rekel, jaz ocene ne spreminjam, stimulacija je bila pa, ne vem, 50 evrov. Ne. Pa šlo je za neko podjetje, kjer ima direktor 18.000 evrov plače. Ne. Oni pa 500 evrov, mislim, takšni absurdi, da sistemski absurdi in nekdo, ki je dost pameten, da skuži, zakaj se to dogaja, pa se mora zmešati. Ne? Ampak zato, da se mu ne zmeša, mora biti pa ciničen, apatičen, malomaren, prepirljiv, mislim, se rata prepirljiv, rata depresiv, ne? Podleže burnoutu, ker je toliko sistemskih absurdov. Ne povsod, ampak zdaj slučajno vem za tisto firmo, ki sem to delal, pa to ni edina firma. Tako da obstajajo razni konteksti, ne, poslovni. Ni vse, bi rekel, univerzalno, enako, vsak problem ima svojo logiko, tako da jaz verjamem, da nekateri so tako, bi rekel, butasti, da ne vidijo rešitev. Mislim, po naravi mu klikerji ne delajo, on pride v sistem in ne ve, zakaj se gre, ali pa ni šolan. Obstajajo pa taki, ki se pa neizmerno trudijo, pa recimo, ali pa niti nimajo šol. Ne? Samo zato, ker nima šol, ne more povedati rešitev, ker on mora tiho biti. Ne? Pa mora biti kurir. Ne? Ja. Ne? Mi smo s kravatami, mi lahko, ne vem, hodimo na kavico, poslovne sestanke, vi ste pa nižja klasa, to se pri nam dogaja v tem divjem kapitalizmu, pa nekod se ni. V eni Franciji, ja, okej, v socializmu so bili pa drugi problemi, ne? Ampak tale divji kapitalizem ima neko divjo logiko, včasih je tako absurdna, da normalen človek pride v nek sistem, vidi, zakaj se gre. Mislim, če je normalen, se bo sekiral, bo jezen, zato da se pa adaptira, pa mora tisto odtekanje energije nekako zaplindirati, ne? Ampak s tem, ko to naredi, v bistvu podleže temu burnoutu, ima vse simptome burnouta. Važno je, če se znaš te prav čas umakniti, pa mislim, da je v življenju še nekaj pri teh dveh temah zelo pomembno. Kakšno imaš ozadje in ali si lahko privoščiš in rečeš adijo, pa se temu izogneš ali ne moreš. Ja, v današnji brezposelnosti, ne, ena od rešitev in pri mobingu in pri burnoutu, nekdo, ki dnevno doživlja toliko absurdov, da jih ne more več prenesti, da enostavno odpoved. Ja, kamor pa šel na zavod za zaposlovanje, doma ima pa, ne vem, 2 otroka ali pa ženo, ki čaka, da bo vrgel, ne vem, srno na mizo, on pa tam borovnička pa žveverčko prinese. Ne? In to je zagata in recimo moški so drugačni zagati, kot so ženske. Ne? In zdaj, tukaj sem že malo na to teorijo spolov prišel, kjer sem provokativen, kjer pravijo, da sem rugljevec, ne? Pa jaz sem z rugljem bil zelo na eni bojni nogi. Jaz z njim sem se zelo hitro skregal. Me je hotel sicer za nekega naslednika, pa Rugl je rabil tiste pacijente bolj, kot so oni njega rabili. Ne? Tako da, tukaj smo jaz to njem povedal, da je patološki narcis, sva takoj zaključila. 2 petelina ne morava biti na istem dvorišču, pa kikirikati. Je imel pa veliko prav, pa vso čestitko, to, kar je naredil za mnogo družin. Ja. Ampak danes, recimo, se jaz izpostavljam v kontekstu, recimo, ene družinske zakonodaje, gremo do žarni zbor, udarim po mizi, pa levičar sem jih zasaja. Spoštovani kolegi, družinska zakonodaja ne more biti taka, kakršna je. Roman, jaz kot levičar. Kot zaključiti tele 2 temi o mobingu in izgorevanju še samo z naslednjim pojasnilom, kakšnega imaš ti. Ali pri mobingu in izgorevanju bolj trpijo in so v slabšem položaju moški ali ženske? Ko so proučevali, kako je z mobingom, so ugotovili, da je kar enako. Ne? Sam je ena razlika. Ne? Moja teza je, da je mobinga v moški populaciji več, ampak moški